Hvala, da ste prišli v tolikih, kljub temu vremenu. Moje ime je Tomaž Konrad, prihajam z EZTS-ja. Namen današnje delavnice oziroma informativnih dnevov je, da predstavimo ta naš tretji razpis, zadnji v okviru sklada malih projektov, ki se financira v okviru programa Slovenija-Italija Interreg. Jaz bom zelo kratek, samo par uvodnih tehničnih zadev, potem bom pa besedo prepustil kolegicam, Lari, Mikaeli in Greti, ki so pripravljali sam razpis, razpisno dokumentacijo, tako da bomo šli skozi celoten razpis, da bojo na koncu še možnosti za kakršnakoli vprašanja, tako da v tem delu bojo one. Glede najprej par tehničnih, glede prevodov, prevodi imamo zagotovljene prevode, kanal 1 je italijanščina, kanal 2 je slovenščina. Prvi tehnični, drugi tehnični, celoten dogodek se snema in je direktno streaman, tako da imamo še koga verjetno doma, bomo sprejemali tudi o tem vprašanja, če bo potrebno, če bodo. In seveda video posnetek celotnega dogodka bo seveda potem objavljen tudi na naših spletnih straneh, tako da si lahko ogledate potem tudi v miru od doma. Jaz bom zelo kratek, kar se tiče samega razpisa. Razpis je namenoma, zato da je vsem skupaj poenostavljeno, zelo podoben predhodnim, tako da sama struktura razpisa je enaka, da se vam ne bo potrebno še enkrat učiti v celotne logike. Tudi platforma GEMS je enak, način prijavljanja je enak, ustrezni so tudi in roki za prijavo, tako da jaz verjamem, da bo dovolj prijazno za vas, da kvalitetno pripravite partnerstvo, projektno idejo, uploadate in oddate v času. Razpis se po svoji strukturi ne spreminja v bistvu. Boste videli, dajte biti pozorni zlasti pri tistem delu, ko bojo punce pojasnjevale, kar se tiče tematike, ki jih iščemo skozi zadnji razpis. Če jaz vam lahko dam kakšen nasvet, sta v bistvu dva. Glede na to, da je razpis zadnji, da je nekaj manj denarja, kot je bilo v predhodnih razpisih in glede na to, da gremo proti koncu finančnega obdobja, je seveda bodite pozorni na to, da bomo iskali projekte, ki so tako imenovani ready to go, da so pripravljeni za resno izvedbo, da boste skozi opis samega projekta dobro pojasnili in razložili, da ste zares zanesljivi in pripravljeni na izvedbo samega projekta v letu 2026. Namreč projekti se morajo zaključiti v letu 2026. Prva točka, druga točka, mi imamo zelo radi razpise, projektne ideje, ki so drugačne, ki so sveže, ki so nove, ki so inovativne. Tako da dajte biti v samem pisanju projektnih idej in skoncipiranju same ideje, kar se da inovativni. To imamo zelo radi. Ko sem rekel, jaz bom kratek, v nadaljevanju bojo kolegice pojasnile celotno razpisno dokumentacijo, na koncu bodo seveda možnosti tudi za vprašanja. Pred tem bom pa prosil gospod Lauro Komelli, ki je vodja organa upravljanja programa Slovenija-Italija Interreg, ki financira sklad malih projektov, da naredi en krajši uvod. Hvala. Laura, prosim. Hvala Tomaž, dober dan vsem, buon pomeriggio a tutti. La presenza qui dell'autorità di gestione per onorare questo ultimo bando del Fondo Piccoli Progetti, un punto di grande sperimentazione su cui il programma ha investito praticamente il 10% dei fondi complessivi del programma e anche Regione Friuli Venezia Giulia con una ulteriore quota di sostegno piuttosto cospicua, oltre 3.200.000 euro, ha fatto sì che il fondo complessivo superi i 10 milioni di euro. Siamo al terzo bando, conoscete i meccanismi della programmazione comunitaria, i progetti del Fondo Piccoli Progetti sono progetti Interreg a tutti gli effetti con alcune semplificazioni che probabilmente non tutti colgono, ma vi assicuro che ci sono. E certamente un passo verso la semplificazione in più poteva essere effettuato, ma noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le regole della Commissione Europea e poi non dobbiamo dimenticare che l'esperienza SPF è la prima esperienza che facciamo su Interreg, quindi alcune forme di semplificazione come quella
del draft budget, di cui non parliamo, non è stata possibile proprio per il fatto che non esisteva un'edizione zero. E qui il richiamo e l'appello fatto da Tomas, e lo recupero perché è assolutamente valido e condiviso, è quello di approfittare di questo ultimo bando per cogliere l'occasione di sviluppare progetti innovativi che possano avere un futuro a prescindere da questi fondi Interreg. Qualcosa che sta nel vostro cuore, nelle vostre corde e che si attagli anche a quelli che sono i concetti, la strategia della Città Europea della Cultura Nova Gorica Gorizia 2025, nell'ambito del quale l'SPF si è collocato. Noi come programma Interreg Italia-Slovenia, con 88 milioni di euro in dotazione iniziale, abbiamo purtroppo, per fortuna, già concluso il nostro cammino di programmazione, perché con la graduatoria che abbiamo approvato dei progetti standard, che in realtà sono focalizzati sugli interventi città, e quindi abbiamo gli occhi di noi da parte dell'Europa, abbiamo note di plauso questo è merito a noi, sicuramente, a loro, ma forse più di tutto a voi. Quindi vi auguro un buon lavoro, vi auguro anche successo nella vostra iniziativa e soprattutto richiamo la vostra attenzione al fatto che il 2026 è dietro l'angolo e quindi dovete assolutamente pensare al futuro e non guardare al presente dei fondi. Quindi buon lavoro, grazie. Buongiorno a tutti. È acceso? Sì, ok, adesso sì. Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti. Sono Michaela Passon, Project Manager del GECT e con le mie colleghe oggi andremo un po' a presentarvi le caratteristiche principali del fondo, del terzo bando SPF, quindi Fondo per Piccoli Progetti Go 2025. Quindi andando nel vivo e facendo un po' un inquadramento generale su quello che è il fondo e su quello che è stato fatto fino adesso. Il fondo ha un finanziamento complessivo di 11 milioni di euro e questi sono divisi praticamente dai fondi stanziati inizialmente e ai quali si sono poi aggiunti 3 milioni e qualcosa circa di fondi addizionali della Regione Friuli Venezia Giulia. In questo momento il terzo bando, pubblicato ora, lunedì 8 settembre 2025, ha un finanziamento invece complessivo di 1.026.839,17. I precedenti due bandi sono stati pubblicati rispettivamente nel 2023 e 2024 e hanno finanziato un totale di 56 progetti. Il primo bando aveva un finanziamento di 4 milioni e 5, mentre il secondo bando era un po' più piccolo, di 1 milione e 4 circa. Ovviamente il primo bando ha avuto questa grossa carrellata di progetti, 44 presentati, tramite il secondo bando invece sono stati finanziati 12 progetti. Con 1 milione di stanziati per il terzo bando ci aspettiamo quindi di finanziare circa sulla decina di progetti, poi ovviamente dipende dalla grandezza dei progetti. Su questo però vedremo maggiori dettagli tra poco.
Quindi, terzo bando, abbiamo detto, è stato pubblicato sul nostro sito, lo trovate qui, www.euro-go.eu, e nel nostro sito, molto importante, trovate il bando di per sé con tutti gli allegati, sotto l'application package così via. Accanto invece trovate anche la documentazione del fondo generale che diciamo è trasversale e spiega un po' la totalità del fondo, cioè le regole diciamo che vanno applicate a tutti i tre bandi. I manuali legati alla documentazione del fondo sono il manuale operativo, una generica presentazione del fondo. Abbiamo poi il manuale delle spese ammissibili che diventerà un po' la vostra Bibbia se i vostri progetti verranno finanziati, perché dovrete ovviamente seguirlo, e nello specifico verrà presentato poi dalle mie colleghe. Abbiamo poi il manuale di valutazione, anche molto importante da dargli una letta, perché ovviamente in esso viene definito quali sono i criteri di valutazione dei vostri progetti e quindi sulla base di cosa verranno valutati e a cosa verrà dato maggiore punteggio. E poi il manuale di uso GEMS, che verrà anche presentata successivamente. Per chi è nuovo ai fondi, ai progetti, ai piccoli progetti, al fondo per piccoli progetti, la piattaforma GEMS è la piattaforma tramite la quale vengono presentate tutte le proposte progettuali. Quindi oggi abbiamo pensato di strutturare la presentazione del bando in questo modo. Andremo pian piano attraverso tutto il bando, seguendo un po' quelli che sono i capitoli del bando. La prima parte è definita come, diciamo, generale tematica del bando. Qual è, diciamo, su che tematiche, ovvero su che temi si caratterizza il fondo per piccoli progetti? In generale il fondo ha come obiettivo la valorizzazione della cooperazione transfrontaliera, ovviamente essendo finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia, e vuole valorizzare la cooperazione soprattutto in ambito culturale per massimizzare quelle che sono le attività legate alla Capitale Europea della Cultura, Go 2025. E adesso che ci stiamo avvicinando verso la fine dell'anno 2025, ovviamente si vuole in qualche modo mantenere le attività e il vive sul territorio. L'obiettivo del bando specifico è quello che viene definito a livello di programma Interreg Italia-Slovenia, ovvero valorizzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale. Oltre a questo obiettivo generale, nei confronti dei quali tutti i progetti ovviamente devono indirizzarsi, abbiamo però 4 tematiche specifiche, così come è stato fatto anche per il secondo bando. Le 4 tematiche di questo terzo bando sono l'inclusione dei giovani e la partecipazione attiva. Aktivna vključenost in udeležba otrok in mladih, mlajših od 30 let, s pomočjo projektov koprojektiranja s zagotavljanjem zaposlitve in nekako povezati mlade z lokalnimi deležniki. To je izredno pomembno zato, ker želimo povabiti mlade, da postajajo aktivni deležniki na svojem območju, čezmejnem območju, temveč ne samo bodo opazovalci, tako da sodelujemo aktivno na vseh aktivnostih. Druga tema je valorizacija zelenih površin in vodnih okolij, kot so reke, jezera, potoki, lagune in obalna območja prek družbeno-kulturnih, umetniških, školskih, ozaveščevalnih pobud. Seveda, vi imate tu prosto roko, da lahko sami razvijete to idejo, svojo idejo. Zelena in vodna okolja so izredno pomembna na našem območju, predvsem mislimo na Sočo, ki je čisto pravi simbol našega čezmejnega območja, ki prečka in teče skozi Slovenijo in Italijo. Potem imamo na našem območju razne pomembne zavarovane območja, ki jih je treba seveda okrepiti in valorizirati za
tako bodi za naše prebivalce kot za turiste. Tretja tema pa je predvideva razvoj čezmejnih vsebin za namene valorizacije infrastruktur javnega interesa, ki že obstajajo na območju programa. Kaj to pomeni? Skratka, naše območje je bogato, ima bogato infrastrukturno sistem, ki žal se ne uporabljajo s strani prebivalcev in turista. S sredstvi, ki jih mi namenjamo, želimo, da se razvijajo čezmejne vsebine, da se nekako bolje valorizira ta infrastruktura in na tak način bo ohranila, bo trajno obstala tudi v prihodnje in se potrudili za to. Četrta, ampak ne manj pomembna tema je promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo, dostopnost vsem. Šport je bila tudi tema prisotna v prejšnjem razpisu. Po našem mnenju se gre za transversalno temo, ki je pomembna za valorizacijo in za zagotavljanje vsakodnevnega življenja naših prebivalcev. Torej, vsi projekti morajo nekako obravnavati te 4 teme, ker te teme bodo potem na podlagi teh tem bomo ocenili seveda projektne predloge in bomo skušali oceniti tiste projektne predloge, ki najbolje izražijo posamezne teme. Lahko seveda navežete na eno samo temo ali na več tem. Poleg tem, vsak projekt mora nujno upoštevati te kazalnike. Mora vsak projekt stremeti k doseganju vsaj enega od teh kazalnikov, in sicer udeležba v skupnih programih usposabljanja, skupna organizacija čezmejnih javnih dogodkov ali skupno razvite rešitve. Vse to smo vam tudi pripravili tabelo, da bo lažje ki bo vam pomagala pri sestavi projektnega predloga. Morate določiti, kateri kazalnik boste vi zbrali, in na podlagi tega morate tudi določiti rezultate, ki jih boste dosegli. Tu ne piše, da ni predvideno, to ne pomeni, ker vaš projekt ne bo dosegel posebnih rezultatov, to je povezano s tem, da na Jamesu, če napišete output, torej javni dogodek, boste kot rezultat pridobili, da je aktivnost nepredvidena. Tu pa imamo skupno sliko upravičenega območja, ki nekako sovpada z območjem programa Interreg Italija, torej vključuje za Italijo Benetke, Videm, Pordenone, Gorice in Trst, Slovenijo pa vključuje statistične regije Primorsko-Notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in Goriško regijo. To pomeni, da morajo partnerji, oziroma predlagatelji projektnih predlogov, morajo izhajati iz tega območja in glavne aktivnosti se morajo izvajati na tem območju. Izjemoma, nekatere aktivnosti se lahko izvajajo izven tega območja, vendar to je le izjema. To morate tudi jasno navedeti v application form, v prijavnici, in kako te aktivnosti lahko bodo vplivale na upravičeno območje. Ker smo že se dotaknili na izvor samih projektnih partnerov, želim še poglobiti to temo. Projekti morajo pač razpolagati s svojimi sredstvi v višini 30-50 tisoč evrov, in to se gre za razliko od prejšnjega razpisa. Kdor že pozna prejšnje razpise, pri prejšnjem razpisu je bila budžet za posameznega projekta do 150 tisoč evrov, pri tretjem razpisu pa je najvišja
višina sredstev 100 000, tako kot pri prejšnjem razpisu za manjše projekte, torej vrednost 30 in 50 000, da lahko imajo samo en sam partner, torej se izvaja samo z enim partnerjem. Za projekte od 30 do 100 000 evrov morajo se ti projekti izvajati s strani dveh projektnih partnerjev, sicer en partner mora prihajati iz Slovenije, drugi iz Italije. Pri samem partnerju mora ta partner biti ali iz Slovenije ali iz Italije, temveč mora zagotoviti učinek, čezmejni učinek projektnih aktivnosti svojega projekta. Zato slovenski partner ne sme nikakor izvajati te aktivnosti, ki vplivajo izključno na slovensko ozemlje. Torej, ko se gre za dva partnerja, prvi partner se imenuje vodilni partner in drugi partner pa bo imenovan kot projektni partner. Vodilni partner in projektni partner morata prihajati iz upravičenega območja programa Italija-Slovenija, kot smo že prej prikazali na spletni prosojnici. Obstaja neka razlika glede vodilnega partnerja, ko en partner je že prejel pri razpisu 1 in 2 SP, pa ne sme pač se prijaviti kot vodilni partner, več mora se prijaviti in sodelovati v kateremkoli projektu kot projektni partner. Vsak subjekt lahko sodeluje pri razpisu tako kot vodilni partner le enkrat. Kot projektni partner lahko sodeluje v več projektnih prijavah. Dodala bi še, da aktivnosti, ki se izvajajo izven območja, upravičenega območja, rekla sem, da morajo partnerji nujno prihajati iz območja, upravičenega območja, temveč dejavnosti se lahko izvajajo tudi izven tega. Tu pa so prikazani subjekti, ki so dejansko, ki se lahko pač vložijo projektno prijavo. Seznam je enak, kot je bil seznam prejšnjih razpisov, samo razlika je pri finančni osebi, ker finančna oseba ne sme nikako se prijaviti na tem razpisu. Imamo potem lokalne, regionalne, nacionalne oblasti, akademske in izobraževalne ustanove, organizacije, zasebna podjetja, organizacije. Torej, kot vidite, da je seznam izredno raznolik. Na koncu pa bi še dodala, in je neka informacija povezana z določitvijo budžeta. Projekti ne morajo pač imeti budžet največ 100 000 evrov in ne smejo presegati 12 mesecev. To je trajne projekta. Vse dejavnosti se morajo zaključiti do 31. decembra 2026. Začetek projekta pa mora biti enaka datumu začetka je enaka ali kasnejša datuma oddaje projektnega predloga. Ko, na primer, napišete in predložite prijavo na Jamesu, lahko izjavite, da se od tistega datuma začnete z izvajanjem projektov in od tistega datuma začne tudi to obdobje 12 mesecev. S tem sem tudi zaključila splošno predstavitev samega razpisa. Sedaj bi predala besedo kolegici Lari Devetek, ki sedaj vam bo bolj poglobno opisala vsebino samega razpisa. Jaz bom po slovensko, da damo malo premora našim prevajalkam. In vam bom predstavila upravičene izdatke, ki so ostali sicer nespremenjeni od prejšnjega razpisa. Torej, ko sestavite vaš proračun, določite najprej realne stroške, ki so te proračunske postavke BL4, 5 in 6. BL4 so stroški za zunanje svetovanje in storitve, BL5 so stroški za opremo in BL6 so stroški za infrastrukturo in dela. Kaj pomeni realni stroški? Pomeni tisti stroški, ki jih potem morate dokazati na podlagi dejanskih računov. Ti stroški so potem baza za izračun pavšala 20 od 100 za
BL1, torej za stroške za osebje, ki jih lahko imate v primeru slovenskih upravičencev, če imate zaposlene, v primeru italijanskih upravičencev pa, če imate zaposleno osebje ali tudi pogodbo o sodelovanju. Če zaposlenih nimate, tega pavšala ne boste imeli in boste imeli samo realne stroške, kjer lahko v BL4 ustavite tudi stroške za upravljanje projekta. Če imate potem te 20% pavšala za stroške za osebje, imate potem avtomatsko na teh 20% še 15% za stroške, administrativne stroške. Da se bolje razumemo, smo vam pripravili manjši primer projekta Borderless Run. Kot vidite, smo predvideli 3 alineje stroškov za zunanje storitve. To pomeni, da ni treba, da za vsak poseben strošek predvidite eno alinejo, ampak je bolje, da jih združujete po tematskih sklopih. Torej imamo tehnične storitve za Borderless Run, torej recimo zvočenje, tehnična podpora in tako dalje. Izvajalce za organizacijo dogodka, komunikacijske storitve, kot so lahko grafika, tisk letakov in tako dalje. In smo dodali še nakup športne opreme kot BL5. Ti stroški skupaj se seštevajo na 40.000 evrov, ki so potem baza za izračun našega pavšala 20% za osebje, 8.000 evrov. In na teh 8.000 evrov izračunamo še 15% za administrativne stroške, 1.200 evrov. Skupaj je torej ta projekt vreden 49.200 evrov, kar pomeni, da ga lahko predstavi tudi en sam partner. Smo pripravili tudi, povezano s tem budžetom, tudi krajši primer, kako napisati prijavnico, potem vam bo Greta tudi na Jamesu pokazala, kako te podatke vstavljate. Imate možnost upisati največ 5 sklopov, mi smo jih tukaj predvideli 2, VP, Work Package po angleško. In smo predvideli prvi Work Package trasiranje, torej trasiranje poti za ta Borderless Run, z 2 aktivnostmi, pripravljalne aktivnosti, torej opredelimo namen in ciljne skupine, poiščemo dobavitelje, pripravimo dokumentacijo in dovoljenje za trasiranje. Druga aktivnost pa pripravimo vse, kar se tiče komunikacije, torej grafika, tisk, posterjev letakov, postavimo toteme na to našo traso, reklamo in tako dalje. Drugi sklop pa je organizacija samega dogodka, torej izvedba, kjer imamo vse ostale stvaritve, kot so oder, tribune, stojnice, akustika, foto in video, vodenje in izvedba dogodka. Kot je prej razložila Mikaela, morate izbrati vsaj en output. Tukaj smo kot output izbrali skupna organizacija čezmejnega javnega dogodka, ki ima potem en rezultat, en dogodek opravljen. Kot lani velja še vedno, da zasebni subjekti lahko zaprosijo za predplačilo do 50% proračuna, s tem, da nam predstavijo garancijo. Še obvezne priloge, ki jih dobite skupaj z razpisom na naši spletni strani. Prva priloga je pogodba o partnerstvu, v primeru, da sta partnerja 2. Pogodbo podpišeta in naložita na James. Potem imamo prilogo 2 v 2 različicah, v italijanščini in v slovenščini. Vsak partner priloži svojo izjavo v svojem jeziku. In potem imamo še prilogo 3, model za izračun finančne sposobnosti, v primeru, da je lead partner privatna oseba, privatni subjekt. Če imamo infrastrukture, seveda tudi vsa dokumentacija o izvedljivosti
investicije, saj veste, da lahko predstavite samo kar je ready to go, bi se reklo, kar je lahko že izvedljivo v roku trajanja projekta. Torej, če je prijavitelj le eden, bo naložil eno izmed prilog 2, torej v italijanščini ali v slovenščini, in prilogo 3, če je zasebni. Kako bomo potem zbirali projektne predloge? V prvi fazi bomo preverili, če so izpolnjeni vsi formalni pogoji, če ste naložili vse potrebne priloge. Potem bomo ocenili kakovost upravičenih predlogov in bomo izbrali zmagovalce, torej bomo objavili prednostno lestvico. Za zmagovalce bomo preverili, ali obstaja finančna sposobnost in potem bomo tudi presodili državno pomoč. Saj veste, da je naš sklad 100% financiran, edino če ne presodimo, da so državne pomoči, v tem primeru italijanski pravičenci lahko zaprosijo za de minimis, slovenski pa imajo 20% osebni, recimo, budžet. Na spletni strani dobite tudi priročnik za ocenjevanje, ki vam lahko pomaga pri sestavi vaše projektne prijavnice, saj vidite, katera so merila za ocenjevanje, in pri vsakem merilu imate tudi referenco, kjer vam kaže, kje v projektni prijavnici odgovarjate na ta vprašanja, tako da ko pišete prijavnico, si lahko s tem pomagate, da bo vaša prijavnica čim bolj jasna. Rok za oddajo je 17. oktober ob 12. uri na naši spletni strani James in zdaj vam bo Greta še pokazala par informacij, kako upisati vse podatke v James. Hvala. Io continuerò invece in italiano. Jaz bom nadaljevala v italijanščini. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, kot sta že povedali moji kolegici. Vse boste našli na naši spletni strani. Tam boste našli tudi zavihek Small Project Fund z kazalom, kjer je naveden tretji razpis. Tukaj najdete tudi vso dokumentacijo, ki je povedala s tretjim razpisom, tako kot je že bilo razloženo. Hkrati imate pa tudi povezavo na platformo James. To je okno, ki se odpre, ko kliknete na to povezavo. Bodite pozorni, zato ker je to isti sistem, hkrati pa morate vedno preveriti, da vstopate preko naše povezave in da je v oknu, prikaznem oknu, naveden logo Small Project Fund. Torej, kako se predloži projektno prijavino. Jaz vam bom predstavila beta različico te spletne strani, samo trenutek. Torej, ko vstopate z vašim certifikatom na spletno platformo James, kliknete na seznam razpisov, izberete tisto polje, kjer pravi, tam je seznam razpisov in tukaj lahko že vstavite kratico vašega projekta. Nikar ne skrbite, lahko vstavite kakršenkoli opis, zaradi tega, ker ga lahko v drugem trenutku popravite. Čisto iz praktičnih razlogov bom uporabila primer Borderless Run, ki je v bistvu testni primer, ki smo ga pripravili za vas. Torej, v tem delu, če naredim korak nazaj, zgoraj desno izberete jezik. Torej, slovenščina, angleščina ali italijanščina. Vaš projektni predlog mora biti vedno izpolnjen tako v slovenščini, kakor v italijanščini. Torej, ko vnašate besedilo v italijanskem jeziku, poskrbite,
da ste kliknili na italijanski jezik, ko kliknete na slovenščino in vstavite besedilo v slovenskem jeziku. Tukaj imate polja. Tista polja, ki niste še izpolnili, bodo imeli takšen krogec, s katerim vas bodo opozarjali, da jih niste izpolnili. In vkolikor vsa polja niso izpolnjena, vas bo sam sistem opozarjal na to, da jih morate izpolniti. Tukaj je potrebno dejansko izpolniti podatke o vaši organizaciji, kratico, ki ste izbrali, naziv, naslov projekta, Tukaj smo pri trajanju projekta. Prosim, bodite izredno pozorni, saj smo govorili o 12 mesecih, če tudi platforma omogoča 24-mesečno obdobje. V prvi fazi ocenjevanja, vkolikor boste tukaj zapisali 24 mesecev, bomo tale predlog izločili samodejno. Torej, če izberete prioriteto programa in specifičen cilj, morate upoštevati točno tiste, ki so jih prej omenile moje kolegice. To so tudi edine opcije, ki so vidne v okviru same platforme James. Opisi morajo biti v vseh 3 jezikih, slovenskem, italijanskem in angleškem. Naslednji korak, in sicer kazalo imate na vaši levi strani, vam bo samodejno pokazal kratice. In tako boste izpolnjevali vsa naslednja polja. Na to pa preidemo na zavihek, ki je čisto na dnu seznama, in to so privilegiji. Lahko izberete, da boste predlog pripravljali v več osebah, in sicer vodilni partner in projektni partner, to skupaj pišete, in to, ko kliknete na znakec plus, boste samodejno dali tem osebam možnost, da lahko upravljajo s projektno prijavo. Več oseb, ki bo sočasno delovalo na tem predlogu, lahko povzroči izgubo podatkov. Zato vam svetujem, da si razdelite ure v dnevu, ko delate na tem predlogu. Torej, sedaj gremo pa na povzetek projektnih partnerjev, torej greste sam na izbiro na polje partnerji, ker izberete, kdo bo kaj. Kot prvi je vodilni partner, tukaj morate vnesti vse identifikacijske podatke, kdo je vodilni partner, če je to pravna oseba, davčna številka, ID za DDV, naslov, in to je sam naslov pa se mora nahajati v programskem območju zakonitega zastopnika, razloge, in tukaj sem vam izpostavila, kje oziroma kaj je potrebno izpolniti. V priročniku James, ki je na voljo na naši spletni strani, imamo polja platforme James, ki nismo uspeli umakniti, izbrisati. Če jih boste izpolnjevali, vedite, da jih ne bomo ocenjevali, in ker vam želimo prihraniti trud in čas, smo vas usmerili zgolj na tista polja, ki so evidentirana v priročniku James. Na naši spletni strani boste našli tudi schematski prikaz vseh teh polj. Torej, ko ste izpolnili vaše besedilo z tehničnim znanjem, kakšen bo vaš doprinos partnerstvu, bomo tukaj opredelili proračun oziroma znesek financiranja za ta projektni predlog. Tukaj lahko obkljukamo tako imenovano pavšal,
in na to lahko specificiramo posamezne stroškovne postavke, se pravi storitve, zunanje svetovanje, oprema in na koncu tudi infrastrukturni stroški. Tukaj imamo primer zunanjih stroškov za svetovanje in zunanje storitve, kjer smo strošek razdelili na posamezne kose in tukaj, kar smo mi predpostavili, da bo strošek za obdobje 12 mesecev oziroma za 2 obračunski obdobji, prvo in drugo. Se pravi, polovico stroškov se porabi v prvem obračunskem obdobju, drugo v drugem. Platforma James vam bo vedno javljala, če se pojavi razlika med zneskom, ki je bil določen in zneskom, ki je bil vnešen za posamezno obračunsko območje. Se pravi, izdatki in prejemki mora doznašati na koncu obračuna 0 oziroma ne sme biti razlik. Torej, sofinanciranje je zavihe, kjer imajo številni precej težav. Zato vas naprošam, da to izpolnjujete z pomočjo priročnika. Torej, FEZR je vedno vir financiranja in znesek se bo obračunal iz teh sredstev. Potem pa imamo še dodatne vire sofinanciranja, se pravi, imamo tukaj ČIPES, javni, samodejni javni in tukaj dejansko bo samodejno potegnilo podatke iz Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma drugih partnerjev pri financiranju. Vedno sklad ostaja vedno 100-odstoten, razen v primeru aplikacije tako imenovanega de minimisa, in enak postopek se uporabi za državna sredstva, kjer morate odgovoriti na predvidena vprašanja. In postopek se ponovi za vsakega oziroma za drugega projektnega partnerja. Na kazalniku bo potrebno izpolniti rubriko C1, kjer bo potrebno vnesti glavni cilj projekta in opredeliti, katere tematika oziroma tematike razpisa bodo obravnavane v projektnem predlogu. Rubrika C2, vidite, da je tukaj precej pol, ki jih ni potrebno izpolniti, in vse to je zapisano v priročniku. Pri partnerstvu morate izpolniti to polje, tudi če imamo tukaj zgolj enega upravičenca, še posebej, če je potreba izpostaviti, kakšen bo učinek na programsko območje. To je mogoče tisti del samega razpisa, ki deluje najbolj kompleksen, ampak na tem delu imate tako imenovane delovne sklope, kjer ima vaša domišljija proste roke. Torej, tukaj lahko poimenujete projekt, potem opredelite aktivnosti, dejavnosti, v primeru investicij to navedete v tej rubriki. Pod aktivnostmi lahko samo posamezni delovni sklop razdelite na različne podsklope in aktivnosti, kdaj se bodo te izvajale in kateri so partnerji, ki so bili vključeni k projektu. Lahko je samo en projektni partner, izvajate pa lahko več aktivnosti, med katerimi je tudi komunikacijska aktivnost. Prosimo vas, da ne ustvarjate delovne sklope, ki so namenjeni zgolj za komunikacijo. Torej, komunikacija naj bo del čisto vsakega delovnega sklopa. Torej, če pridemo sedaj do učinkov. Učinki morajo biti povezani z kazalniki, ki so navedeni na seznamu.
strategije in načrtovanje jih je potrebno razvijati skupaj. Nažalost tega ni v vašem razpisu, ampak v tem projektnem predlogu smo izbrali kot cilj en dogodek, ki bo realiziran v drugem obračunskem obdobju. In ko smo vse to opisali, shranimo spremembe in gremo na naslednji korak. Delo vsega skupaj lahko imate največ 5 delovnih sklopov, če tudi platforma dovoljuje višje število. Če pa presežete število 5 delovnih sklopov, platforma James vam ne bo dovolila, da oddate projektni predlog. Torej, kakšni bodo rezultati projekta? Rezultati projekta morajo biti povezani s kazalniki učinka in z kazalniki rezultatov, ki so navedeni v delovnih sklopih. Torej, če imamo mišljen en dogodek, bo naš kazalnik rezultata 1 in smo ga tukaj unesli in izbrali smo revizijsko vrsto, kjer imate povezavo z kazalniki učinka, ki so navedeni tudi v samem priročniku že. Samodejno se ustvari časovnica tega projekta oziroma delovnega sklopa, potem pa imamo sklop DC6. To so v bistvu polja, ki jih ni potrebno izpolniti, vendar jih je vsekakor potrebno izbrati. Če imate tam prazno polje oziroma pustite prazno polje, bo platforma James javljala, da ostajajo polna, ki niso bila izpolnjena, zaradi česar predloga ne boste mogla oddati. In seveda, kot vidite, bo platforma javljala napako. To je potrebno storiti kot v slovenskem, kot v italijanskem jeziku. Tukaj se izpolne eno samo polje in vse ostalo se ustvari samodejno, oziroma tukaj imate pregled vseh stroškov, razdelke ni potrebno izpolnjevati. Sedaj pa preidemo na priloge. Priloge so na voljo na naši spletni strani kot application package in jih morate priložiti v tem razdelku. Lahko jih posamezno pripnete ali pa v stisnjeni mapi. Bodite pozorni, saj platforma James vas ne bo opozorila, da nimate nobenih pripomb. Če pa teh pripomb ne bo, bomo vaš predlog zavrgli in ga ne bo mogoče dopolnjevati. Torej, ko smo izpolnili vsa polja, vse rubrike, vse stolpiče, lahko opravimo predhodno preverjanje. S tem, ko kliknemo na to polje, nam platforma javlja napaka. Se pravi, v razdelku B imamo doprinos partnerja, ki ni bil vnešen. Med samim izpolnjevanjem lahko večkrat preverjate na platformi James, ali je vse bilo pravilno izpolnjeno, in ko je vse izpolnjeno, lahko to oddate. Seveda, sedaj teh polj ne bom spremenila, ampak ko so vsa obkljukana zeleno, se bo polje pošli projektni predlog obarvalo modro. Če želite spreminjati projekt potem, ko ste ga že poslali, boste morali postopek začeti ponovno od začetka in izpolniti čisto vsa polja še enkrat od začetka in upoštevali bomo drugo, ažurnejšo verzijo vašega projektnega predloga. Vaš projektni predlog lahko tudi izvozite,
Se pravi, obkljukate Standard Application Form in izberete jezik, v katerem boste dokument izvozili. Jaz sem izbrala italijanščino in sem projekt izvozila in ko ga izvozim, mi odpre projektni predlog v italijanskem jeziku in popolnoma enako je tudi za standardne projekte. No, na hitro vam bom to prikazala, kako to izgleda. To je en del in drugi bolj specifičen z vsemi stroškovnimi mesti, ga najdete na drugem listu v Excelovem dokumentu. Mislim, da sem vam povedala čisto vse. Mi je zelo žal, če sem vas dolgočasila s tem delom predstavitve, ampak upam, da je bila čim bolj koristna in vam bo koristila pri izpolnjevanju sedaj. Da ne pozabim, to je stran 5 priročnika James in to je seznam vseh z rubrik oziroma zavihkov, ki jih ne izpolnjujete. Potem takem samo še opomnik za vse vas in sicer naši kontaktni podatki ter urniki in dnevi, ko nas lahko kontaktirate. Če imate vprašanja, vedite, da smo vam na voljo. Hvala lepa vsem skupaj, hvala Greta, hvala Lara. In dejansko sedaj bi lahko začeli z vprašanjami iz publike. Zaradi prevajanja vam bomo posredovali mikrofone, če pa so vprašanja preko spleta, te udeležence prosimo, da ji pošljejo svoje vprašanja preko elektronske pošte in ne v klepetalnico, saj ne deluje. Če je vse jasno, ne? Ok. Vidim, da nekdo želi postaviti vprašanje. Bil v tem projektu leading partner v partnerski mreži, če se sedaj lahko prijavi v sklopu tem v manjši meri od 30 do 50 tisoč evrov sam. Če je bil lead partner, če je bil lead partner že financiran v prejšnjih razpisih, tokrat je lahko samo projektni partner oziroma se more prijaviti kot projektni partner nekega drugega projekta. Torej v smislu, da če v prejšnji, recimo da je edini partner v tistih manjšem sklopu zelo malih projektov od 30 do 50 tisoč, velja kot vodilni partner. Ne? Okay. Jaz bom samo nekaj dodal, v čem je logika, ker želja je bila, zlasti strani naših financerjev, da skušamo vključiti čim več tudi novih partnerjev. Zaradi tega je postavljen tak sistem, tak način, da se tisti, ki je že bil nekoč vodilni partner ali vodilni partner v partnerstvu ali pa pač edini partner, ki se ga tretira kot vodilnega partnerja, v tem razpisu ne mora biti več vodilni partner, lahko je pa partner v katerem drugem partnerstvu. Prvo pravilo in ta drugo, ki je že staro, je že bilo v prejšnjih razpisih, kot so že prej rekle kolegice, lahko si samo enkrat lead partner znotraj tega razpisa, pri eni projektnem predlogu. Če se boš pojavil v večjih, bodo izpadli. Tako da bodite pozorni, kadar se vključujete v partnerstvo, dajte preveriti pri svojem kolegu partnerju, dajte štartati s temi dvemi vprašanji. Si že bil kdaj vodilni partner v prejšnjih prijavah financiranega projekta, ne prijave, financiranega projekta. Prvo vprašanje in drugo vprašanje, si v kateri drugi projektni prijavi, ki se pripravlja na ta razpis, tudi v vlogi lead partnerja. Če odgovor ja, potem dajte se uskladiti, da ne boš več kot enkrat vodilni partner. To dajte se med partnerstvi v partnerstvu pogovoriti takoj v štartu. Okay? Da ne bo potem nekih težav v fazi, ko boste prijavljeni in bomo mi ugotovili, da se nekdo večkrat pojavlja kot vodilni partner in bomo žal primorani izključiti te projektne prijave.
Imamo vprašanje online. Pozdravljeni, kako lahko projekt začne pred odobritvijo? Ni nam namreč jasen začetek projekta ob oddaji prijavnice. Ja, hvala za vprašanje. Torej, seveda, smisel tega je, da vi, če želite, lahko začnete z aktivnostmi, preden vam odobrimo financiranje celega projekta, ampak to je vaš riziko v smislu, da vi začnete z aktivnostmi, začnete tudi že izplačevati določene stroške in na lastno odgovornost seveda potem vidite, če ste financirani ali ne. Ok, hvala. Drugo vprašanje, kdaj je potrebno predložiti dokazila, da imamo zaposleno osebo v organizaciji? Dokazilo, da imate zaposleno osebo v organizaciji, morate predložiti ob prvem obdobju poročanja vašega projekta in to je ponavadi ali v juniju ali v decembru vsako leto. Ok, abbiamo una domanda in italiano. Vprašanje. Tako kot je rekla Mikaela, ja, ni v fazi, ko se prijavljaš, treba navesti, jaz imam tega in tega zaposlenega in dati zraven dokazil, da imam zaposlene. Ampak, če daš prijavo in rečeš, jaz bi želel imeti tudi tisti pavšal iz naslova zaposlenih, se zavežeš, da ukolikor boš dobil projekt, da boš imel v trenutku, ko štartaš s projektom, zaposleno osebo. In to boš dokazoval pri prvem poročanju, ki ga boš imel. Tako da lahko greste tudi v riziko, da danes nimate zaposlene osebe, pa veste, da če bi štartali projekt, če boste dobili projekt, da boste s projektom, začetkom projekta zaposlili neko osebo in boste to v prvem poročilu, ki ga boste dali, dokazali, da imate osebo zaposleno in takrat ni nobenega problema, dobiste tudi tistih 20% pavšala. Ho letto dal bando che i project prebral na razpisu, da partnerji in partnerji ne smejo biti dobavitelji, ampak morajo poročati o svojih izdatkih direktno vama. Ali je to drži? Mikela, obstaja neka razlika med projektnim partnerjem in dobaviteljem. Torej, projektni partner ne sme biti istočasno dobavitelj. Tako potrjujemo, da projektni partnerji ne smejo biti istočasno dobavitelji. Če želite obrniti na nekega posebnega ponudnika, da ne sme biti istočasno tudi projektni partner. Ali je naš dobavitelj isti? Ja, dobavitelj lahko ga zberemo kadarkoli, odvisno seveda od dejavnosti, ki želite izvajati. Odvisno je od vloge vodilnega partnerja. To je ključno od svojih funkcij. Seveda razmerje, koliko ima vodilni partner in koliko ima projektni partner, je na vas. Mora biti pa seveda smiselno vezano na aktivnosti, ki jih posamezen partner ima v projektu. Tisti, ki ima malo več aktivnosti, je seveda verjetno so povezani z višjimi stroški, lahko ima velike stroške. Dajte biti samo pozorni v toliko, da nimate zraven projektnega partnerja pa lead partnerja samo za okras, zato ker pač razpis zahteva partnerja z druge strani in recimo, da ima partner 10%, ta drugi partner pa 90% budžeta. To bo malo, ne bo lih zbalansirano, ne bo lih ravnoteženo, je dovoljeno, zelo verjetno ne bo pa dobro ocenjeno. Pomembno je, da je izkazano čezmejno sodelovanje, tako v aktivnostih in posledično tudi v sredstvih, ki jih ima posameznik na projektu. Ni problema, če 50, 50, 40, 60, tudi 70, 30, če je utemeljeno. Če je pa razmerje 10, 90, je malo čudno z vidika ocenjevanja. Pri tem boste pozorni, ok? Zaposlitev mora trajati celih 12 mesecev od začetka do konca projekta. Ja, če zaprosite za pavšal, ja. Tle spredi je bilo eno vprašanje. Pozdravljeni. Imam eno vprašanje. Kot partnerji morajo biti Italijan, Slovenc ali sta lahko dva Slovenca? Ne, partner mora biti en Slovenc in en Italijan. Aha, torej, če sam daš projekt, ni važno. Če sam je lahko ali Slovenc ali Italijan, še vedno pa mora dokazovati čezmejni vpliv projekta. Aha, to vsekakor.
In še eno vprašanje, kako preverite finančno sposobnost oziroma kaj to sploh pomeni? Glede finančne sposobnosti boste morali priložiti na application form, torej prijavnici, tisto prilogo številka 3 in v njej imate raznorazne podatke, ki boste morali upisati. Po mojem najboljše je, da si pomagate z vašimi računovodkami ali s kom, ki vam sledi bilance in podobno, da upisujete vse tiste podatke in potem sta v tem Excelu noter sta dva merila, ki vam jasno napišejo, torej če so obe merili ok, torej ste finančno sposobni, če ne, niste finančno sposobni. Vsekakor, kadar boste začeli upisovati vaše podatke v Excel, boste videli, da pride avtomatsko izračunano. Se da to mogoče videti, da se predstavlja? Lahko opremo, ja. Hvala. Bo kolegica ta čas, kar mi govorimo, bo kolegica odprla, boste videli, da je enostaven Excelov fajl. Pri tem bodimo pozorni že v štartu. Finančna sposobnost se zahteva samo od zasebnih partnerjev. Za javne partnere ni potrebno izkazovati finančne sposobnosti, ker se sklepa, da imajo oni proračune in tako naprej in da imajo noter v svoje letne proračune umeščene že te projekte in taka so pravila na Interregu in zato se za javne subjekte ne zahteva finančne sposobnosti, izkazovanje finančne sposobnosti, medtem ko za zasebnike je potrebna ta izjava, plus boste videli en obrazec. Tako da velja samo za zasebnike. Ne, klub društva so zasebniki. Javni subjekti javnega prava, tistim ni potrebno. Občine, javni zavodi in tako naprej, to niso za subjekte javnega prava, ne, za subjekte zasebnega prava je potrebno izkazati to finančno sposobnost. Samo sekundo, da še pokažemo. Glih toliko boste videli en poenostavljen obrazec, mislim, da sta dva podatka glede, ki jih izpišete iz letnih bilanc in se vneseta in sistem sam preračuna na podlagi meril, ki so dane strani komisije, Evropske komisije, ali je to dovolj ali ne, kar se tiče dokazovanja finančne ustreznosti subjekta. Kaj pa namen te finančne ustreznosti? Prav zaradi tega, da projektne partnere, če pridejo do financiranja, da ko podpišejo pogodbo, da vidimo, da so finančno dovolj močni, da lahko izvedejo projekt v okviru budžeta, ki so si ga zastavili. Ne da drugi dan, ko podpiše pogodbo, rečejo, glejte, mi nimamo razpoložljivih sredstev, nismo sposobni izvesti tega projekta. Tako da, dajte si morda tudi doma testirati vaš subjekt, ali izpolnjuje pogoje ali ne izpolnjuje pogoje skozi ta Excelov obrazec. V pomoč, seveda, če tle ne izpolnjujete pogojev, nima smisla se prijavljati, zato ker to nujen pogoj za prijavo samega projekta. Tisti, ki izpolnjujete pogoje, je pa tudi za pomoč zasebnim subjektom in to velja zdaj pa samo za zasebne subjekte, ne za javne, da lahko zaprosite za predplačilo v vrednosti 50% vašega budžeta, ki ga imate na projektu, prav zaradi tega, da vam pomagamo likvidnostno štartati sam projekt. Tako da 50% lahko dobite avansa ob predložitvi bančne ali ustrezne zavarovalniške garancije. Se pravi, ko boste podpisali pogodbo o sofinanciranju, če nam priložite zraven tudi bančno garancijo za znesek, ki ga imate na projektu, vam mi v kratkem, seveda z štartom projekta lahko tudi nakažemo 50% vrednosti samega budžeta vašega, ki ga imate na projektu. Moram verjetno govoriti malo bolj počasi zaradi prevodov. Se opravičujem, punce. Hvala. Lahko jaz to vprašam. Zavod Galerija Gong, mene pa zanima, ker se prijavljamo prvič in vem, da imamo sveže projekte in ready to go, če bodo organizirane kakšne ženitne posredovalnice, da dobimo partnere na italijanski strani. Če bo kakšna platforma, kjer lahko vidiš, koga zanimajo podobna področja.
Super, najlepša hvala za vprašanje. Ste nas spomnili, da vam povemo, da na naši spletni strani je na voljo Partner Search. Zdaj verjetno nam bo sodelavka tudi pokazala, kje, tako tle. In tle boste lahko kliknili na link spodaj, kjer se vpišete v Partner Search oziroma ustavite vse vaše podatke glede vaše inštitucije, kdo ste, kaj delate, kaj bi radi naredili. In potem to bomo približno vsak teden ali tudi večkrat na teden objavljali tukaj spodaj med dokumente. Tle spodaj dobite Excel, kjer lahko dobite že cel seznam partnerjev, ki išče partnerje. Tako da že tam lahko tudi dobite vašo polovičko. Abbiamo un follow-up sulla domanda dei partner. Eno vprašanje v zvezi s partnerjem, kako vodilni partner poroča o svojih izdatkih, če projektni partner lahko poroča o svojih izdatkih, če vse kontakte s sekretariatom združi samo vodilni partner. V zvezi z začetnimo fazo projekta, v trenutku, ko boste prejeli in vam bo zagotovila financiranje, boste se udeležili raznoraznih delavnic, vendar vso poročanje se izvaja preko portala James. Oba partnerja lahko dostopata do tega portala in na portal bosta dejansko naložila vse stroške, izdatki bodo preverjeni s strani naših poročevalcev in bomo splačali in torej potrdili upravičenost samih izdatkov in na to vodilni partner kot odgovorni projekta zaprosi za izplačilo. Torej, seveda, ker vodilni partner ima neposredni komunicira z tehničnim uradom, vendar vsak partner lahko posamezno naloži na portal vse izdatke. Imela, če lahko. Moje prvo vprašanje je, če se prijavljamo na tisto točko valorizacija zelenih površin in vodnih okolij, ali moramo na kakšen način dokazovati, če delamo v samem okolju, recimo organizacija kakšnih delavnic na neki površini, ali moramo dokazovati, da smo dogovorjeni, da imamo soglasje za izvedbo aktivnosti? Vedno je najbolje, da več stvari, kot imate dogovorjenih, v zadevah, kjer so potrebna razna dovoljenja, odobritve, mnenja. Če ta mnenja, dovoljenja imate, je dobro, da jih preložite. Če so nujna, jih morate predložiti. Upravičen strošek, recimo tudi gradnja. Pri gradnji sploh morate priložiti celotno dokumentacijo. Obstajajo izjeme, kdaj lahko nekoliko kasneje v fazi ocenjevanja še predložite dokumentacijo, ampak dokumentacijo, če je potrebna, dokazila, soglasja, mnenja in tako naprej, če imate, dajte priložiti, dajte opisati v sami prijavi, zakaj je to potrebno oziroma zakaj je to smiselno, zakaj je to zaželjeno in dajte jih priložiti, ker to izkazuje pripravljenost samega projekta. Kakor smo v začetku ali pa skozi poudarjamo, glede na to, da gre za projektne prijave, projekte, ki bodo relativno kratki, je seveda nujno, da se najprej izkazuje, da so zagotovo izvedljivi takoj. Hvala. Potem drugo vprašanje, če je število partnerjev v bistvu predmet ocenjevanja, če smo sami eni, imamo zato kaj manj točk ali ne? To smo vedno do zdaj poudarjali in tudi pri tem tretjem razpisu velja tako. Mi določimo neke thresholde, neke meje, koliko je maksimalno financiranje, koliko je partnerjev in tako naprej. To ne pomeni, da če ima nekdo projekt za 100.000 evrov, da je dosti boljši ali pa da je boljši kot projekt, ki je za 40.000, 55.000 ali pa 60.000. Ne, mi bomo brali kvaliteto projektne ideje in povezavo, korelacijo med projektno idejo in financami. Če ima nekdo, če napihuje, bomo z letala videli, da so napihnjeni stroški in to ne bo dobro ocenjeno. Podobno je pri partnerjih. Dajte vzeti v partnerstvo partnerja, ki bo imel dodano vrednost v partnerstvu. Če ga ne potrebujete in mislite, da
lahko sami izvedete projektno idejo in je hkrati dovolj čezmejna, se pravi, da boste vi lahko ustvarili učinek na eni in na drugi strani, ni potrebno partnerja z druge strani. Mi imamo radi tudi take projekte. V tem primeru seveda je meja 50.000 evrov. Pa še zadnje vprašanje glede, se pravi, slovenski partnerji, recimo, če gre za univerzo, ali je predviden lastni delež, kot je ponavadi v Interreg projektih? Ne, 100% financiranje. Sreča tega razpisa ali pa tega programa sklada malih projektov je ta, da mi zagotavljamo 100% sofinanciranje. Se pravi 20% lastnega deleža, to je prav, da povem, lastnega deleža, ki ga običajno slovenski partnerji na slovenski strani morajo kriti sami, v tem primeru prihaja iz naslova rotacijskega sklada italijanskega, tako da je tudi tistih 20% pokritih 100% sofinanciranje. Super, hvala. Hvala, Mikaela. Razen v primeru, ko gre za aktivnosti, ki zapade pod državne pomoči in de minimis, tam seveda so drugačna, so pravila vezana na de minimis, oziroma če imate poln de minimis privatniki, je financiranje 80%. Imamo še eno vprašanje glede upravičenih stroškov. Kako je s potnimi stroški, ki niso predvideni v finančnem načrtu? Mislim na tiste, ki so zaposleni znotraj prijavitelja oziroma partnerja. Hvala. Potni stroški zapadajo, so vezani na zaposlene in to gre v kvoto 20% zaposlenih oziroma tistih še dodatnih 15% na 20% administrativnih stroškov. Potni stroški so vkalkulirani znotraj pavšala. Se ne izplačuje posebej, se ne dokazuje posebej, tako da to morate imeti sami zagotovljeni znotraj tistih. Naj bi se pokrilo znotraj 20%. Kar je fajn pri teh 20%, gre za pavšal, ni potrebno dokazovati, ni potrebno prilagati nobenih dokazil v smislu plačilnih list in tako naprej, ali pa vse, kar je vezano na potne stroške, razen tega, da od začetka izkažete, da je nekdo zaposlen na projektu. Mine potem v fazi dokazovanja drugega razen pogodbe o zaposlitvi ni potrebno. Se pavšal 20% avtomatično aplicira na vsak evro drugih stroškov, ki vam nastaje na projektu. Je pavšal, je poenostavitev. Imam še jaz eno vprašanje. Mi ta projekt, ki bi ga prijavili, delamo že 5 leto. Traja 12 mesecev in v bistvu vsak mesec je različen avtor, ki se predstavlja. Zdaj, nekatere avtore imamo že zagotovljene, nekatere se dogovarjamo, kako to predstavimo, če ne bomo lih 1.1. imeli vse avtorje že jasno zapisane. Ja, torej, hvala. V resnici, recimo, čim bolj je detajlirana vaša prijavnica, čim lažje seveda jo bo tudi ocenjevati primerno. Zdaj, lahko predvidite določene aktivnosti, malo bolj splošne, v katerih opišete, da boste imeli zelo pomembne avtorje, ki pa so še vedno v fazi definiranja. Torej, avtor se lahko med tem, ko ga jaz predstavim, zamenja oziroma med letom spremeni zaradi pač... Ja, seveda, to je možno, v smislu to, potem so primeri, ki spadajo pod spremembe projekta in so recimo take notranje spremembe projekta, ki jih ne štejemo kot večje spremembe so vezane naprimer na budget in na spreminjanje med budget line, za spremembe imen avtorjev ali podobnega pa so manjše spremembe, to je dovolj, da jih nam komunicirate in bo v redu. Torej jaz lahko napišem na seznam 3 avtorje, kateri bojo lahko predstavljeni, torej eden od 3 bo, je tako boljši? Tako je. Lahko tudi ne navajate avtorjev, če jih nimate. Vi predstavite koncept vaših dogodkov. Super. In dajte ga lepo predstaviti, da bo za nas, za ocenjevalce zanimiv. Kateri avtorji bojo, če imate katerega od avtorjev že dogovorjenega, ga lahko navedete. Če nimate vseh potrjenih, ni potrebno, da jih navajate, kar je hotela reči kolegica, če jih imate navedene, je zapisano, bomo tiste iskali. Če se zgodi, da slučajno tisti spadajo, boste morali zaprositi za spremembe. Ni potrebno, da jih navajate, mogoče niti ni dobro, da jih navajate. Bolj predstavite koncept samega dogodka, zakaj je tisti dober, lahko rečete, da prihajajo ljudje iz sveta tega in tega in tega, da so, ne vem, zvezde, zdaj banaliziram,
je dovolj, ni potrebno, da dajete imena. Odlično, hvala. Hvala. Kaj, ko govorimo o zaposlitvi, je mišljeno za polni delovni čas ali je lahko tudi polovični delovni čas in se potem sorazmerno obračuna? Nas ne zanima, v smislu da dovolj je da dela toliko kolikor je dovolj da opravi vse aktivnosti projekta. Nam morate samo dokazati da imate zaposlenega in da je to zaposlen za celotno trajanje projekta. Boste nam tudi opisali potem, katere aktivnosti seveda so bile opravljene v sklopu projekta in to je to. Nas ne zanima druge stvari, druge detajle realne zaposlitve. Še eno vprašanje, hvala. Cel čas govorimo o minimumu partnerjev, obstaja tudi maksimum? 2 partnerja je maksimum. En Italijan, en Slovenc. 2 je maksimum. Ok, hvala. Le proposte progettuali che projektni predlogi, ki dejansko zajemajo več kazalnikov, so ocenjene bolje od tiste, ki se navezuje zgolj na enega. Ne, vse je v bistvu odvisno od opisa. Ponovno svetujemo vam, da si preberete priročnik James, kjer so podrobno pojasnjene posamezne rubrike, odseki in dejansko obrazložene, kako se točkuje posamezen razdelek. Torej, če imamo še nekaj časa, še kakšno vprašanje? Mene zanima spodnja meja za višino zaprošenih sredstev, če sem prav zasledila, je 30 000. Ja, potrjujem. Od 30 000 do 100 000. Hvala. Hvala vam. Ok. C'è Se non ci sono altre... ecco, abbiamo un'ulteriore domanda. Avete detto... Je lahko eden prijavitelj da 5 projektov? 5 delovnih sklopov. 5 delovnih sklopov? Ja, ne projektov, ampak delovnih sklopov. Znotraj prijavnice. Znotraj prijavnice, tako je. Ok. Ker ste že vprašali to vprašanje, delovni sklopi. Dajte imeti v glavi, da gre za male projekte sklad malih projektov. Mi bi res radi, da poenostavljate predvsem sebi stvari. Mi skušamo poenostaviti, kar se tiče sam sistem prijave in sistem potem v nadaljevanju poročanja. Dajte si tudi vi sami sebi poenostaviti sam koncept projekta, projektne ideje. Ni potrebno, če mi rečemo, da je 5 work package max, to je dosti 5 work package-ov. Je dovolj lahko tudi eden, če je dobro spisano vse skupaj. Dovolj sta 2, 3, kar je več kot 3, je že relativno kompleksen projekt. Seveda zavisi od aktivnosti, ki jih želite stlačiti v projekt. Zdaj, če ste dobro poslušali, cel dan poudarjamo, da projekt, glede na to, da bojo relativno kratki projekti, mora biti hitro izvedljivi. Ne iščemo velikih, zelo kompleksnih projektov, iščemo projekti, ki se hitro izvedejo, lahko so zelo majhni, to iščemo v tem razpisu. Same tematike so tudi relativno jasno zdefinirane, dajte se iskati v tistih tematikah in to je to. In seveda vsem skupaj želimo čim več uspeha pri samem prijavljanju. Če še kakšno vprašanje, dajte zdaj vprašati. Drugače vas pustimo še za en čas odprt prostor za golobčke, ki bi se radi kaj med sabo povezali ali pa dobili nove partnerje, tako da imate tudi danes priložnost. Še 2 delavnici bosta, ena v Ajdovščini v petek, ena je pa v Benetkah. V Benetkah 24. septembra. Kakor smo rekli, posnetki današnje delavnice bodo tudi na naših spletnih straneh. Kontakti so tukaj, kadarkoli nas lahko pokličete, lahko se slišimo, če so kakšna tehnična vprašanja, če se le da, z veseljem pomagamo vedno. Če zdaj ni prav nobenega, potem bom pustil besedo še Mikaeli, da zaključi. Ok.
Bene, direi che abbiamo concluso per oggi questa giornata informativa. Za danes smo zaključili tale informativni dogodek. Hvala lepa vsem skupaj za pozornost. Hvala tistim, ki so nam sledili preko spletnega prenosa. Vse skupaj bi rada še enkrat pozdravila in seveda veliko sreče pri oddaji vaših projektnih predlogov.